Dobrodošli v oddaji Kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti. V današnji oddaji boste izvedeli, kaj lahko kupite ali prodate na spletu za samo $5. Govorili bomo o najuspešnejši pištoli vseh časov, govorili bomo o smehu in skupaj bomo ugotavljali, kaj se o poslu lahko naučimo od avtošol. Tokrat sem za vas prebral dve knjigi. Prva knjiga je The Glock. Knjiga govori o najbolj znani ameriški pištoli oziroma o gospodu, ki je to pištolo naredil. Je zgodba o tem, kako je pištola nastala leta 1982 in sicer v naši sosednji Avstriji. Gospod Glock je takrat prvič v svojem življenju naredil kakršnokoli orožje, javil se je na razpis avstrijske vojske, dobil na tem razpisu in potem se ta knjiga se bere na nek način kot roman, kriminalka napeta, je pa hkrati podjetniška zgodba o nekom, ki je v svoji majhni delavnici leta 1982 v prejšnjem stoletju naredil pištolo, ki je danes najpopularnejša pištola v celem svetu. Porabljajo ameriška policija, ameriška vojska in tudi sicer zasebniki, predvsem v Ameriki, kupijo največ teh pištol. Kako se vse skupaj začelo oziroma kakšna je podjetniška lekcija? Gospod Glock je najprej vprašal potencialne uporabnike, generale, policaje, kakšno pištolo si želijo, pokupil je vse pištole, ki so jih v tistem trenutku imeli na tržišču in potem eno leto, pravi žena ga ni videla, se je zaprl v svojo delavnico in je izdelal pištolo, ki je bila takrat revolucionarna, bila je plastična, lažja kot druge. Mislim, da gre v to pištolo 14 nabojev na mesto samo 6, kot v tiste običajne, ki so jih predtem uporabljali Američani. Potem je pa še zgodba o PR-u, o tem, kako so to pištolo začeli uporabljati v filmih, kako je postala moderna. Ima pa ta knjiga tudi nekaj kriminalnih zapletov. Avtorju pištole, izumitelju oziroma lastniku podjetja so tudi stregli po življenju, njegov partner ga je poskušal z najetim morilcem ubiti. Torej, zanimivo branje tako za podjetnike, kot za tiste, ki si samo želite ene dobre zgodbe, kriminalne zgodbe. Zelo priporočam. Druga knjiga je pa knjiga Roberta Ringerja. Naslov je The Entrepreneur oziroma po naše bilo to podjetnik. Knjiga je pa namenjena vsem, ki želite od časa do časa prebrati tudi kakšno drugačno zgodbo, ki želite prebrati nekaj od avtorja, ki ima drugačen pogled na svet. Avtor predvsem trdi, da je vsak posameznik odgovoren sam zase, da država ne bi smela jemati tistim, predvsem podjetnikom, ki trdo delajo, in redistribuirati, razdeljevati denar med tiste, ki v resnici ne prispevajo dovolj. Avtor pravi, da je Amerika socialistična država, skoraj komunistična, kaj šele bi rekel za Evropo. Pravi, da so vsi socialni transferi škodljivi, da funkcija države oziroma vlade ni redistribucija bogatstva, torej jemanje enim in dajanje drugim, ampak da bi morala država predvsem zagotavljati pogoje, v katerih bi podjetniki nemoteno ustvarjali. Naloga države je, da zmanjša davke, da čim manj porabi. Mogoče v teh trenutkih, ko naša država vsako leto porabi kakšno milijardo več, kot vsi skupaj naredimo, bi bilo fino, da se tudi zavedamo, da obstajajo drugačna razmišljanja in da je verjetno sedaj pravi čas, da tudi pri nas damo več možnosti za uspešno delovanje podjetnikom. Zavedati se moramo, da podjetniki, po mnenju tega avtorja, nismo preveč enakopravni. Tudi pri nas, recimo, podjetniki nimamo bolniške, podjetniki v resnici nimamo dopusta, vsaj najmanjši, ker takrat, ko greš na dopust, nihče nič ne naredi namesto tebe, ko si na bolniški, moraš vseeno zaslužiti denar za plače in tako naprej. Po drugi strani pa nas pritiskajo z davki, s predpisi, s kompliciranim poslovnim okoljem. Torej, mogoče je to tudi knjiga za vse naše in evropske, pa tudi ameriške politike. Vsak podjetnik mora natančno vedeti, koliko je vredna njegova stranka, koliko je vredna njegova povprečna stranka.
Ker ko enkrat vemo, koliko je vredna povprečna stranka, potem smo v poslu praktično nepremagljivi. Zakaj? Zato, ker natančno vemo, koliko se nam splača v pridobivanje novih strank investirati, vemo pa tudi, koliko lahko porabimo za to, da obstoječe stranke obdržimo. Zdaj, kako si lahko podjetnik izračuna vrednost stranke? Poglejmo recimo nekoga, ki prodaja kruh, ima pekarno. Recimo, da povprečna stranka v pekarni porabi, kaj rečemo, 10 evrov na teden, verjetno sem rekel premalo, ne? Tedno je 52, se pravi, povprečna stranka porabi 520 evrov na leto v pekarni, če tam redno kupuje. Koliko od tega je zaslužek, je dobiček, bodimo spet skromni, pa rečemo 20%, torej približno 100 evrov smo vredni kot stranka za prodajalca kruha v pekarni. In ko enkrat tisti, ki ima pekarno, ve, ne, ko stopite skozi njegove vrata, da ste vredni na leto 100 evrov, v 10 letih 1000 evrov, potem a se splača biti prijazen, se splača dati kakšno žemljico v rogljiček dodatno časa do časa, se splača čestica za novo leto, mogoče ponuditi kakšno darilo, se splača stranko pogovarjati. Vse to zelo malo stane, ampak kot vidite je investicija v stranko za prihodnost. Zelo dobro vedo, koliko smo zanje vredni recimo mobilni operaterji. Kaj mislite, zakaj nam dajo vsake 2 leti nov telefon? A zato, ker nas imajo radi ali zato, ker se to splača? Ja, zato, ker se to splača. Če recimo porabite 40 evrov na mesec, na leto je to koliko? 40 krat 10 je 400, pa se 600 evrov na leto, v 2 letih 1200 evrov. Dobiček na 1200 evrov oziroma razlike v ceni je zelo velika, zaradi tega, ker ko enkrat imaš postavljeno omrežje, je cena na enota klica zelo majhna in zato se lahko mobilni operaterji privoščijo veliko oglaševanja na televiziji in drugih medijih in lahko si privoščijo tudi to, da vam dajo po nižji ceni vsake toliko in toliko časa nov aparat, zato ker vedo, da boste pri njih v naslednjem letu in naslednjih 2 letih porabili veliko. Torej, dolžnost vsakega podjetnika je, da si prvi izračuna, koliko je vredna stranka, potem pa pripravi celo serijo ukrepov, da bo nove stranke pridobil, ker ve, koliko lahko porabi za pridobivanje nove stranke in ve, koliko denarja se splača vložiti v to, da bo stranko obdržal. Tisti, ki me gledate in ste podjetniki ali pa delate za kakšnega podjetnika, če tega izračuna še nimate, potem nemudoma poskušajte vsaj na pamet, tako čez palec izračunati, koliko je vredna stranka za vaše podjetje. Z mano je Andrej Težak-Težki. Andrej, živijo, lep pozdrav. Čau. Danes bomo govorili o smehu, o stand-upu. Dej povej mi, kaj je tvoja funkcija, kaj si, vem, da si v tem biznisu, v tej industriji že kar nekaj časa. Pa dobro, v tej industriji recimo že 20 let, prej kot menedžer nekih glasbenih skupin. Zdaj zadnjih 6-7 let pa v bistvu kot nek menedžer, producent, organizator na tem bolj stand-up comedy področju. Enkrat me je Perica Jerkovič klical po telefonu in rekel, ti imaš slon in sadež, se pravi, veš, kaj je komedija, ne? Dej boš moj menedžer, jaz sem stand-up komik. Sem jaz rekel, ja, valjda, ne serij, v Sloveniji to ne bo šlo, ne? Ampak je pol šlo, ne, zgleda in gre. Ja, v tem času, ki jaz tudi spremljam, jaz sem ljubitelj, ne, stand-upa, mislim, da je kar hud napredek se zgodil. Ljudje zdaj vemo, v glavnem sploh, kaj to je, ampak mogoče vsem tistim, zakaj stand-up, zakaj treba stati, zakaj mikrofon, odkje to prihaja? To se je v bistvu začenjalo po Angliji in v Ameriki, mogoče skoraj malo istočasno, ampak čist ločeno in je bil stand-up zato, ker so te komiki hoteli nekaj povedati, pa niso mogli drugače kot smehom. Recimo to je bil delavski razred v Angliji ali pa recimo črnci v Ameriki, neki ljudje, ki niso bili slišani, ki so pa začeli malo se s komedijo ukvarjati, so pa ljudje, ta je pa smešeno, hkrati je pa bila vedno neka nota, nekaj si povedal s tem. Tako da pri stand-up komediji tudi še danes se trudimo, da nisi samo smešen, ampak probaš nekaj pustiti v gledalcev. Ja, saj sem veliko intervjujev s temi, recimo tudi tujimi stand-up komiki. Mislim, da je Woody Allen rekel, da zelo pomaga, če imaš kakšen hud problem v življenju, ne? Da si potem... Ful pomaga, ne. Mislim, zdaj ta veliki komiki v svetovnem merilu, pa tudi pri nas že malo, morajo biti ali nek problemi iz otroštva, ali neka huda depresija,
Predebu, presuh, prevelik nos, iz Bosne, čefur, neki. To veš. Vse to, kar je mogoče malo drugače. Zato, ker pa imaš nekaj za govoriti, imaš tako eno primerjavo, imaš takoj. Najprej moraš malo iz sebe se norca delati, pa te pa ljudje sprejmejo, pa se malo iz njih delaš, pa te pa malo čuden gledajo, pa smo pa že prijatelji. Da razložijo, stand-up ni pripovedovanje vicev, ne? Ne. Pri stand-up komediji je zelo pomemben, da si avtor tega, kar delaš. Zdaj dobro, imamo tudi v Angliji pa v Ameriki neke komiki, ki jim drugi pišejo ali pa pomagajo pisati, ampak v osnovi je to avtorsko delo. Glih zato ti govoriš o svojih problemih, o svojih pogledih na svet, kaj je tebi smešen ali pa kaj tebi ni smešen, kaj te res moti ali pa kaj ti je res dobro. Se pravi, da je to neka tvoja slika izkrivljena definitivno, pa pol malo poudarjena, pa zelo našopana, pa ljudje se smejo. Treba veliko vaditi. Ja. Hočeš biti dober stand-up komik. Stand-up komiki morajo kar delati. Zdaj, mogoče je to zakaj sem jaz pobegnil v ta menedžerski bolj, pa mogoče tudi na odru bolj kot povezovalec. Ti povezuješ, pogosto. Kot pa komik. Pri povezovanju ne rabiš biti toliko pripravljen, oziroma lahko si malo pomagaš s tem, kar je prej povedal, pa pol malo napoveš unga naslednjega, pa vmes poveš 2 joka, ki si jih naredil. Če pa ti hočeš narediti, temu reči 20-minuten set, pa to pomeni, ne vem, komiki slovenski danes mislim, da rabijo pol leta do 1 leto, da napišejo 20 minut dobrega materiala. Se pravi, nek tak nastop, ki smo ga mi vajeni danes tukaj, traja 1 leto, da ga ti narediš. Napišeš, zvadeš pred ogledalom, zvadeš pred punco, vsem gremo že na živce tem svojim puncam. Vsako foro probaš najprej na njej, ampak jo probaš še 2-krat, 3-krat, zato ker te prvič mogoče ona ni bila ta prave vole, pa je rekla, meni to ni všeč, ampak tebi se še vedno zdi, da je, pa probaš še enkrat, pa tako ne. Pol prijatelje, mislim tako, malo izkoriščamo te ljudi okrog sebe. Mi dva veva, to je nevaren material, nove šale so nevaren material in jih moraš preizkusiti na manjši publiki. Preden greš recimo na Viktorija ali pa na... Ja, preden priješ na televizijo sploh ne, na televiziji moraš biti tak, mislim, imeti že na velikih publikah sproban, pa še pol ni nujno, da bo šlo skozi, kaj je to čist drug medij, kakor tam, kaj imaš. Zdaj, najboljše je nastopati, v nekem placu za 100, 150, tudi 50 samo ljudi, ki so prišli gledati stand-upa, boljš kot v nekem velikem placu 300-400 ljudi, sploh, če oni niso tam čist zaradi tega. Je res, da moraš biti v Sloveniji, če hočeš biti dober stand-up komik, še bolj kreativen, kot so Američani? Ja, moraš biti, zato ker imamo toliko majhen prostor, in še vse je v redu, v Sloveniji se je kar razvil, pa imamo poleg Ljubljane, imamo Maribor, v Novem mestu se kar dogaja, v Kranju se zelo veliko, v Celju se zelo veliko, Primorska je malo slabša, Prekmurje je tudi v redu, Murska, ampak in tako, zdaj ti potuješ lahko, s tem istim recimo materialom, imaš 20 minut ali ne vem kva. Ja, in potuješ kaj, pol leta, potem pa rabiš spet 1 leto. Ja, pa še to se ti zgodi, ti imaš čist primer, recimo nekdo je iz Maribora, študira v Ljubljani, pa ima punca v Celju, Ti imaš pa ta teden nastope četrtek v Ljubljani, petek v Celju, sobota v Mariboru in on je vedno tam. In to ni malo primerov, mislim, tako ene ljudi prav že poznamo, ki so res fani in zdaj ti prideš tja in poveš isti joke, ki si ga v Ljubljani povedal in mu rečeš, tam je skozi isto, Jaz seveda imam skozi isto, Ja, se ponavljamo, Jaz sem enega Američana isto poslušam intervjuju, je rekel, da je veliko lažje poiskati novo publiko, kot napisati nov material, In že 20 let v Ameriki je to možno isto stvar. Ja, v Ameriki lahko, tudi v Angliji lahko, mislim, pa če recimo angleški komik Ian Stone, ki je bil tle že 2-krat na Panču, pa tudi še enkrat tako, je zelo priljubljen tle med našimi, on vsakeč, ko pride sem, tudi tukaj ima vedno isti material pred istim folkom, sem to že malo pozabimo vmes. Ampak on nastopa v enem klubu, Comedy Store, to je največji, ta londonski kultni klub, z istim materialom v istem klubu vsak teden. Ampak se folk mene, tam je, ne vem, izmenjava turistov. Ja, kot bi bil v Vegasu, ko stand-up komik, si lahko vaš čas, 20 let. Vaš čas si v enem placu in zdaj ti rutino, Sej kaj doda, kaj vzame, spremeni, obrne vrstni red, ampak v končni fazi glih kontra je kakor pri pevcih, ali pa pri glasbenih skupinah. Veš, kjer neki postane hit, ki ti slišiš 300-krat, pa ti je všeč, pa to, če ti prej ni bilo, Vsega hudega se človek navada, Šale pa 300-krat ne bi poslušal iste, Že to tretjič, ko jo slišiš, ti je tako, okej, to že vem, Mislim, so ti sicer ene šale, ki so življenjske, recimo meni, tako pri enih tudi že pri naših. No, recimo področja, katera so najbolj popularna med stand-up komiki? A kaj, so to politika, je to seks, je družina? Zelo različen. Ljudje imajo seveda zelo radi tisto, s čemer se najbolj poistovetijo. Zdaj,
če se v politiki zgodili nekaj aktualnega, je fajn, da vsi govorimo o tem. Pa verjetno so oni dober vir materijala, sploh naši politiki. Pri nas se dosti ne rabiš sploh truditi, ne. Sam poveš, kaj je rekel, ne. Tudi športniki, recimo, veš, ne, Cimeta imamo kar na tapeti, pa ni več toliko aktualen. Ja, več ne igra, že dolg časa, odkar ga nismo videli. Ampak tako, pa če se nekaj zgodi, pol je, ne, zdaj to ni važen, kaj se je točno zgodilo. Je to neki političen, je to neki ekonomski razsul, je to neka športna sreča ali pa nesreča, ne. Ali so to pol nekaj, kar se nam doma dogaja, veš, neki taki družinski odnosi, samo tle treba biti pazljiv, da se ljudje lahko poistovetijo, ne. Zdaj, če ti govoriš o tem, kaj se točno tebi doma dogaja, zdaj je okej, če veš, da se bo to vsaj še 100 drugim tudi zgodilo nekaj podobnega, ampak vse v teh žensko-moških odnosih je kar pravilo. Je kar pravilo, ja, se vse zgodi. Se pravi, vse teme, ki so tudi sicer aktualne, ne, jaz pa v prodaji tako pravimo, da vključi se v pogovor, ki itak poteka med ljudmi, ne. Točno tako, ne, a veš, govoriti o nekih obskurnih temah, o katerih noben nič ne ve, ne, saj si ti lahko imaš par sladokuscev, ki te hodijo pol poslušati, ne veš. Lahko si ti, ne vem, vrhunski zgodovinar, pa govoriš o tem, kaj se je zgodilo v 15. stoletju v Franciji, sam greva lahko minula to poslušati, pa bova rekla, okej. Se da od tega živeti, koliko ljudi od tega živi, ampak trend je pa v pravo smer, se mi zdi, da smo vsi spoznali ta žanr, ne? Mislim, da zadnje 2-3 leta, mogoče čisto zadnje leto, mečken manj, se pravi 2014 je vsem se malo poznala kriza, tudi ko so podjetja malo manj najemala. Ampak v osnovi imamo, kaj se meni, 6-7 komikov, ki živijo od tega ali pa sorodno temu. Je tukaj Pižama, ki zelo veliko zasluži s stand-upom, je tukaj Tin Vodopivec, ki je izključno v bistvu stand-up. Perica Jerković, Vid Valič, ki ga še vedno smatramo za stand-up komika, čeprav je njegov glavni denar zdaj na televiziji. Ampak če on ne bi bil stand-up komik, nikoli ne bi bil televizic tak, kot je. On je mogoče ta edini, ki je res zajahal to, da je delal stand-up in pa prišel na televizijo in zdaj lahko spet se vrne in ima udar po moško z Denisom in bum. Denis je na drugi strani prej nikoli ni bil stand-up komik, ampak danes dobro živi od stand-up komedije, ker je z radijom si naredil toliko enega ozadja. Jaz tudi v končni fazi živim od tega, ampak bolj od tega, da prodajam druge. Jaz sem pač tle bolj trgovec. Ok, Andrej, hvala za obisk, upam, da se bomo Slovenci še dolg časa veliko smejali stand-up komikov. Jaz tudi, mislim, smeh je ful pomemben in dajmo se vsak jutr nasmejati, pa pol zvečer prijeti na stand-up, pa se pol cel teden nasmejati. Super. Prva spletna stran, ki si jo bomo pogledali, se imenuje fiverr.com. Je pa zelo zanimiva spletna stran, zanimiv koncept. Na tej spletni strani boste našli storitve, za katere lahko plačate $5. Se pravi, na tej spletni strani je vse po $5, v glavnem so storitve, celo nekaj izdelkov. Zanimivo pogledati, kaj vse ljudje nudijo za $5 in še nekaj zelo pomembno, če pa mislite, da vi lahko kakšno zadevo ponudite za $5, se pa prijavite na to spletno stran in začnite prodajati tisto, kar prodajate. Dajmo si zdaj malo pogledati, kaj v resnici se na tej spletni strani dobi. Recimo, nekdo vam bo za $5 naredil voice-over vašega spota, nekdo vam bo testiral vašo spletno stran na ta način, delal se bo, da je kupec, nekdo vam bo pripravil recimo video prezentacijo, potem veliko je raznih animacij, risanke vam ljudje naredijo. Meni je zelo pri srcu tale rubrika Fun and Bizarre, kjer imate različne, take malce bolj čudne, neumne, smešne stvari, ki jih ljudje naredijo za vas za $5. Veliko je recimo ponaševalcev, recimo lahko pošljete nekomu čestitko, ki jo pošlje Obama, se pravi glas ameriškega predsednika. So razni, predvsem dekleta, ki bodo napisala karkoli na svoje telo, kamorkoli. Mislim, da sem videl, ena Hrvatica mi je bila všeč, ki v 20 sekundah vam razloži, oziroma vašemu prijatelju, ki ga s tem presenete, da je noseča z njim, če se spomni tistega žura, pa da bi bilo fino, da se dobita in tako naprej. Se pravi, razne neumnosti, hkrati pa tudi storitve, ki so nekaj vredne. Recimo imamo rubriko Business, ne? Tukaj so osebe, ki vam za $5 pregledajo vaš poslovni načrt, ki vam naredijo profesionalni video in tako naprej. Se pravi,
Vedno, kadar pripravljate kakšen nov projekt, se splača že zaradi tega, da dobite kakšno kreativno idejo, sprehoditi malo po tej spletni strani, pogledati, kaj je na voljo, pogledati, kaj so si ljudje po celem svetu izmislili in lahko tudi kakšno stvar kupite. $5, to je približno 4 evre, plačate in običajno v enem dnevu dobite tisto, kar ste si že želeli, ali pa razmislite, mogoče imate kakšen izdelek, kakšen storitev, kar lahko ponudite celem svetu, ampak cena je pa nizka, je $5. In druga spletna stran je pa mogoče malce bolj resna. Imenuje se Oyster, gre pa za to, da lahko preberete neomejeno število knjig za $9,95 na mesec. Pravi, kot mini solatni, ki lahko pojeste, kolikor želite, vam na tej spletni strani nudijo, kolikor knjig želite, imajo pa približno 100,000 naslovov in preberete lahko vsak mesec, kolikor želite. Seveda knjige si presnamete na vaš iPad oziroma telefon in jih potem berete v elektronski obliki. Če malo pogledamo to spletno stran, kot vidite, Unlimited Books za $9,95 na mesec. Knjige so v glavnem v angleščini, večina znanih knjig, znanih avtorjev, bestsellerjev imajo. Torej, če berete v angleščini, če radi berete na elektronskih napravah, potem je to prava spletna stran za vas. Za vse nas ostale, ki imamo še vedno radi klasične knjige, pa po vsej Sloveniji obstaja veliko zgradb, na katerih piše knjižnica in te knjige v teh knjižnicah znajo biti še celo cenejše, pa dobimo tiste prave knjige. Se pravi, za vsakogar nekaj, ampak če imate radi elektronske knjige, je ta spletna stran vredna ogleda. Zelo pomembno vprašanje, na katero mora znati odgovoriti vsak podjetnik, je, koliko sploh je strank, koliko strank lahko v svojem poslu pričakujem. In še eno zelo pomembno vprašanje moramo znati odgovoriti, koliko novih strank lahko pričakujemo vsako leto. Poglejmo si to na primeru avtošole. V Sloveniji je približno 160–170 avtošol, koliko Slovencev pa na leto poskuša narediti izpit, recimo če je 20,000 novorojenčkov, recimo 15,000–16,000 Slovencev vsako leto poskuša narediti vozniški izpit, pa mogoče še 600–700 tisti, ki izgubijo vozniško dovoljenje, pa morajo delati ponovno. Torej, pa tukaj so še poklicni vozniki in tako naprej, ampak lahko govorimo o tem, da je nekako 17,000 novih strank se v tem poslu pojavi vsako leto. Koliko je vredna stranka, pravijo, da okoli 1000 evrov potrebujemo za to, da naredimo vozniški izpit. Torej na vsako avtošolo recimo pride okoli 100 strank, po 1000 evrov, je 100,000 evrov na avtošolo. Seveda so tudi v avtošolah nekatere bolj uspešne, drugo manj uspešne v številu kandidatov, ki jih imajo, ampak ko enkrat poznaš te številke, lahko kot lastnik posla rečeš, aha, v naslednjem letu lahko pričakujemo toliko in toliko prihodkov. V naslednjem letu se bomo skupaj s konkurenco borili za teh 16,000 strank. In potem narediš poslovni načrt, kjer realno lahko ugotoviš, kaj lahko od leta pričakuješ. Nažalost, mnogi podjetniki ne vedo, koliko natančno je sploh potencialnih strank v Sloveniji ali pa v Evropi, če je v Evropi pa njihovo tržišče. In predvsem se ne vprašajo, koliko je, temu jaz pravim, sveže krvi, se pravi novih strank. Avtošole so lep primer za to, ker se vsako leto toliko in toliko dijakov, študentov, dijakov, ki so 18 let stari, pojavi na trgu in želijo opraviti vozniško dovoljenje in vemo, da lahko računamo na 15–16,000 novih strank, ki jih bo nekdo naučil voziti avto. Dragi podjetniki, vsi, ki gledate to oddajo, torej vprašajte se, koliko je sploh strank, kakšna je možnost, da jaz dobim te stranke, koliko je vredna posamezna stranka, koliko lahko od posamezne stranke zaslužimo, ker ko vemo vse te podatke, lahko šele naredimo en realen poslovni načrt in ne gradimo celega posla na nekem upanju, sej bo šlo in tako naprej. Torej vprašajte se, kakšne so vaše številke, koliko strankov lahko pričakujete v letu 2014.
Prvo današnje vprašanje mi je poslala gospa Breda. Pravi, da je svetovalka ugledne svetovne zavarovalniške hiše. Ugotavlja, da bi rada izpopolnila svoje znanje z področja prodaje. Prosi pa za kakšen nasvet oziroma način, kako bi, po mojem mnenju, lahko še bolje povečala prodajni učinek. Torej, gospa Breda se ukvarja s prodajo zavarovanj. Moj nasvet bi bil nekako v 3 točkah. Prva stvar je, vsak zavarovalniški agent, sploh če je že nekaj časa v poslu, ima stranke, ki so pri njej kupile. Jaz bi najprej poklical oziroma kontaktiral vse, ki so pri meni že karkoli kupili. Verjetno se boste tudi, drage gledalke in gledalci, strinjali, da v zavarovalniški agent, razen tistega, ki vam je prodal mogoče kasko zavarovanje za avto, potem, ko vam enkrat proda zavarovanje za hišo ali pa življenjsko zavarovanje, običajno ne pokliče več, ne kontaktira z vami, ampak to je velika napaka, ker nikoli se ne ve, ali ne boste kupili še kaj dodatnega ali pa mogoče ne boste koga priporočili. Potem bi vsem obstoječim strankam, tudi drugim, poskušal prodati še kakšno dodatno storitev. Mnogi zavarovalniški agenti so bolj specializirani ali življenjsko zavarovanje, avtomobilsko zavarovanje, premoženje in tako naprej, ampak le redki pa ponudijo več možnosti in le redki postavijo dovolj dodatnih vprašanj, s katerimi bi tudi lahko povečali prodajo. Pa ena od zelo pomembnih zadev, poskušajte od vsake stranke dobiti priporočilo. Se vem, da to vsi zavarovalniški agenti poskušajo in tudi večina prodajalcev bo rekla, da to poizkuša, ampak po moje nimate pravega načina, ker če nekoga rečete, a bi mi priporočil še koga drugega, ta oseba na drugi strani izgubi spomin in se ne spomni nikogar. Morate narediti nekaj drugačnega, boljšega, mogoče razdeliti kakšne bone, dodatno stimulirati ljudi, da vam dajo priporočilo. Ne govorite o priporočilu, ampak vprašate, poznate še koga, ki recimo potrebuje kakšno zadevo, ki mu lahko naredim kakšno uslugo in tako naprej. Predvsem, draga Breda, se več ukvarjate z vašimi obstoječimi strankami, tistimi, ki so pri vas že kupile in že samo kontaktiranje teh strank vam bo prineslo dodatno prodajo. Potem imamo pa še eno vprašanje, mislim, da je bilo pa to o motornih oljih, oziroma oljih. Marko pravi tako, da prodaja motorna olja in da večina kupcev misli, da so vsa motorna olja enaka. Zdaj, kaj naredi, da bodo kupili ravno njegovo motorno olje, ker med samim izdelkom v resnici ni velikih razlik. Zdaj, morda razlike res niso velike, je pa res, da vsak od nas kupi neko motorno olje in vsak prodajalec se mora vprašati, zakaj ljudje kupujejo ravno tisto motorno olje, ki ga kupujejo. In tukaj sem si napisal več razlogov. Včasih zberemo tisto motorno olje, ki ga priporoča tovarna. Tisto motorno olje, ki je napisano recimo v naši knjižici od avtomobila servisni. Včasih kupimo tisto, kar nam da mehanik, kupimo tisto, kar najdemo na Petrolu oziroma je v določeni akciji. Lahko tudi izberemo olje, ki se oglašuje na televiziji, v revijah ali pa vidimo, recimo, ko gledamo Formula 1 ali kakšen drug motošport, katero olje se tam reklamira. Torej, razlogi, zakaj nekdo izbere kakšno motorno olje, so različni in vsak prodajalec se mora vprašati, na katerega od teh razlogov jaz lahko igram. Če ugotovite, da večino olja prodate preko avtomehanikov, ki priporočajo vaše olje, se več ukvarjate z avtomehaniki. Če ugotovite, da je vaš glavni distribucijski kanal oziroma prodajni kanal so bencinske črpalke ali pa kakšne druge trgovine, se več ukvarjate z njimi. Torej, kupci v resnici nismo nekako čustveno hudo vezani na kakšno blagovno znamko motornega olja, ampak kljub vsemu zberemo eno, vsi ne kupujemo isto motorno olje. Več se je treba ukvarjati s kupci, več je treba razmišljati, zakaj kupujejo ravno tisto, kar kupujejo in se vprašati, kaj ima nekdo od tega, da nam bo pomagal prodati ravno naše motorno olje. Veliko vprašanj si boste morali zastaviti, Marko, in poiskati odgovore. In ko boste zastavljali vprašanja, iskali odgovore, boste tudi našli tisto pravo stvar, ki vam bo še povečala prodajo. Najlepša hvala, ker ste bili danes z nami. Prepričan sem, da vam je bila oddaja všeč. Če želite, lahko oddajo vidite ponovno. Obiščite našo spletno stran vaskanal.com. Hvala lepa in nasvidenje do naslednjič.